Večer vse skupaj predlagam, da začnemo ustanovno skupščino, na kateri bi danes oblikovali Občinsko športno zvezo. Da bi delo lahko potekalo, predlagam, da se dogovorimo za delovno predsedstvo, za zapisnikarja in pa seveda za organe, da lahko to skupščino speljemo. Na zadnjem usklajevalnem sestanku v maju smo se dogovorili za delovno predsedstvo v sestavi Zadnjih, Ker, Lovro in Smrekar Tone. Sprašujem, če je morda kakšen drug predlog še med prisotnimi delegati. Vkolikor ni, gremo na glasovanje, kdo je za ta predlog. Dvigom rok potrebujemo. Hvala lepa, je kdo proti? Nihče. Nadalje smo se dogovorili, da bo zapisnikar Jurij Kerer. Je kdo proti temu predlogu, kdo drug rad pisal, ali napravil zapisnik ustanovne seje? Ne, vkoliko ne, predlagam, da ga tudi potrdimo s dvigom rok. Hvala lepa. No in še dve komisije potrebujemo za uspešno delo. In sicer verifikacijsko komisijo, tam bi bilo prisotnost in pa volilno komisijo. Predlagam, da je v bistvu samo ena komisija, oziroma da je isti sestav, da opravi obe dve zadeve. In sicer, da imamo iste člane tako za verifikacijsko komisijo, kot za volilno komisijo. Zato predlagam, da oblikujete predlog. Potem na usklajevalnem sestanku nismo rekli nič, ker pač smo počakali na to, da pridete na ustanovno sejo, delegati in delegati, in da seveda odločite v tem. Potrebujem te kandidate, prosim. Začnemo ženske. Ženska mora začeti. Naprej v žur se piše. Je tako. Naprej je pa še moški poražen. Aleš Kvas. Klevan. Aleš Kvas pa Klevan Prigodi. Še kakšen predlog? Vkolikor ne, predlagam omenjene 3 za verifikacijsko in pa za volilno komisijo. In med temi predlagam seveda damo za predsednico. Se strinjate s tem predlogom, z dvigom rok spet potrebujete. Hvala lepa. Predlagam kar tej komisiji, da pregleda listo prisotnosti in pa imenovane delegate in nas potem obvesti, koliko društev klubov je prisotnih in pa koliko delegatov in delegati prisotnih. Tako je, glede na to, da smo prvi formalne zadeve upravili, gremo na dnevni red. Prva točka je za nami. Z vabilom ste prejeli dnevni red in druga točka naj bi bila predlog poslovnika o delu Skupščine športne zveze Komenda, tretja točka predlog statuta športne zveze Komenda, četrta točka predlog pogodbe o ustanovitvi športne zveze Komenda, peta točka izvolitev predsednika športne zveze Komenda, šesta točka izvolitev nadzornega odbora športne zveze Komenda, potem pa sedma točka imenovanje oziroma volitve 2 odborov, in sicer za športne objekte in pa za pripravo novega pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda. 8. točka je podpis pogodbe o ustanovitvi športne zveze Komenda in še eno točko predlagam, in sicer točko, da se včlanimo v Olimpijski komite Slovenije, Zvezo športnih zvez.
Ta predlog predlagam zaradi tega, da ne bi bilo potrebno še enkrat sklicevati skupščine in seveda samo na skupščini lahko se sprejemajo takšni sklepi. Sprašujem, ali je morda še dodatek k dnevnemu redu? Jaz sem ti samo eno pripombo, ker sem prav nabrzino prerekel, tole pogodbe o ustanovitvi športne zveze ni omenjen orientacijskega kluba Komenda. Ko bomo prišli do tja, bomo to dopolnili. Še kaj? Vkolikor ne, predlagam, da glasujemo o dnevnem redu. Kdo je za predlagani dnevni red? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Dovolite mi, da preidemo na formalni del odločanja o aktih športne zveze, da si vzamem nekaj minut in nekaj besed za uvod in popotnico. Stane, mekam sam flaše omakne. Če bi bilo kaj drugo, ne bi rekel, ne? Kot sem rekel, bom povedal nekaj besed kot popotnica za ustanovitev športne zveze. Najprej seveda naj povem, da smo se v začetku januarja dogovorili v pisarni župana, da bi veljalo končno ustanoviti športno zvezo Komenda, ker je hodilo trkrat na občinska vrata najmanj 10 športnih klubov oziroma društev in na občini so smatrali, da je prav, da se organiziramo in da dobi občina nekega močnega sogovornika, močnega v tem smislu, da bo pokrival celotno športno dejavnost v občini Komenda. Moram reči, da je pri tem, da ta pobuda, ki sem jaz dal v januarju, ni prva pobuda, prva morda je v pisni obliki, v formalni obliki, drugače pa pobud je bilo že več izraženih, med drugim tudi strani športnega društva Komenda, pa tudi ostali klubi so vsake toliko časa čutili potrebo potem, da se organizirajo. Ko sem pisal pobudo, seveda sem se moral predstaviti in mislim, da je prav, da nekatere stvari ponovim. Zakaj sem se lotil tega? Moram reči, da precej napornega dela ustanavljanja športne zveze. Kot veste, sem bil tudi sam funkcionar športnega društva in sicer nogometnega kluba v Komendi. Najprej v okviru športnega društva Komenda, potem pa smo ustanovili samostojni klub leta 1995, prihodnje leto bo že prva desetletnica delovanja tega kluba. V tem klubu seveda sem skupaj z zlasti mladimi prehodil pot od članske 5. lige pa vse do 2. slovenske lige, tako da nekaj izkušenj iz športa sem si na ta način pridobil. Moram reči, da nikoli nisem bil aktivno športnik, tako da to hibo imam, ampak mi lahko opustite, ker sem samo pobudnik in nič več. Moram reči, da je bilo pri vodenju tega kluba veliko prijetnih trenutkov, nekaj teh trenutke pa tudi so bili precej, moram reči, napeti. Sem se nekajkrat tudi moral izpostaviti še zlasti, takrat, ko smo gradili novo nogometno igrišče oziroma obnavljali obstoječega in ko smo postavljali ograjo, takrat me ravno tepalo niso, ampak mi pa manjka dosti. Poleg te reference naj omenim še referenco vodenja športne zveze Kamnik. To je malo večji kraj. Mislim, da nas je bilo v športni zveze v Kamniku okrog 40 klubov in društev. Izvoljen sem bil za 4 leta, bil sem predsednik 6 let, zato ker me v 2 letih niso hoteli zrešiti. In to zato ne, ker nadzorni odbor mi podal poročila za zaključni račun, poročila pa ni mogel podati, ker nismo imeli nadzornega odbora. No, ampak tudi to smo razrešili, tako da nisem več predsednik v Kamniku in sem lahko prevzel tudi nekatere druge zadeve. No, ko govorimo o referencu, seveda sem zdaj govoril bolj o 90 letih, lahko gremo še malce nazaj, ko govorimo o sebi. Konec 80 let sem skupaj z tenisači uspel umestiti 4 teniške igrišča na Podborštu.
kar mi Luka Šmit, Šmidogina je bila to prej, še vedno nekako učita z primerom, da se bo zadnji to igrišče, čeprav toliko pa zraven tudi nisem bil pri umestitvi, pri gradnji, to da gotovo ne. No, če grem iz te zgodbe o mojih referencah naprej, bi se morda dotaknil malo zgodovinskega okvira. Lahko rečemo, da športna zveza v Komendi smo imeli že v preteklosti. Šel bom nazaj v 50. leta in sicer 51.10.56. leta so Metod Lajovic, upravnik Tesarske podružnice, Ivan Iglič, upravnik Četarske podružnice, Nande Gode, kmet, Jože Petrlin, nameščenec, Lojze Janič, nameščenec, Milan Završnik, obrtnik, Slavko Šolar, profesor, Ivan Jezeršek, učitelj, Frances Drgal, delavec in Mika Jezeršek, študent, ustanovili športno društvo Lanjava. Zakaj primerjam to društvo z športno zvezo? V tem društvu je takrat delovalo kar nekaj sekcij, za katere moram reči, da večina od njih še vedno delujejo v Komendi. V prvi vrsti prva omenjena je bila nogometna sekcija, potem smučarska, zatem namizoteniška in pa na koncu odbojkarska. Mislim, da smo ta trenutno še ne živi v Komendi. No, tudi živi. Rekreacijske oblike, da gotovo je. V bistvu sem na tekmovanju bili. No, tudi to društvo je imelo vzpone in padce, tako da je prišlo do prekinitve delovanja tega društva in pred 30 leti, ravno letos praznuje športno društvo Komenda 30 let. Pred 30 leti je prišlo do ponovne oživitve in kot sem povedal, športno društvo Komenda deluje že 30 let in znotraj tega društva so se ponovno rojevali, če lahko tako rečem, razne športne dejavnosti in iz tega okvira so izhajali nova društva in novi klubi. Če govorimo o zgodovini, seveda ne moram tudi mimo obiska Janka Strela, dr. Janka Strela v Komendi, ob izgradnji telovadnice, to je bilo poleti leta 1999, 5.7. Navajnega zaradi tega, ker je tudi on nam takrat v sosednji sobi, ki so bili prisotni, priporočil, da oblikujemo, da ustanovimo športno zvezo, hkrati pa nam dal za popotnico tudi želje oziroma napotek, da vkolikor se bomo borili za denar v občinskem proračunu na tak način, preko določene zveze, naj se borimo vsaj za 5% delež občinskega proračuna. To pomeni precej denarja in povedal še naprej, da tiste občine, ki namenijo za šport samo 1%, tiste občine v občinskem proračunu nimajo pravega odnosa do športa. No, če pa ponovno povežem začetek s to zadnjo točko, zadnjo pri meni, sem je napisal, ne povem, da sem pobudo napisal v januarju, da sem jo posredoval naprej 23. januarja in da ste jo potem seveda po pomoči Majde Ravnikarjeve svetovalke za nogometno dejavnost v občini, da ste jo prejeli pobudo tudi v svoje društvo in pa v svoje klube. Od januarja pa vse do danes, zadnji sestanek je bil v maju, smo imeli 4-urske sestanke, na kateri smo usklajevali akte, ki so danes na dnevnem redu. In upam vsaj, da nam je v veliki meri uspelo uskladiti besedilo. Vkolikor seveda ne povsem, ko ste to povedali, v biti amadmajo se lahko starši kako dopolni in popravi. Pri tem seveda pri aktih nismo bili ne vem kako inovativni. Akti smo dobili od Olimpijskega komiteja in smo jih vsadili v domače okolje. To je vsa dodana vrednost, kaj več o posameznem od njih pa seveda potem, ko bomo to obravnavali. Mislim, da je več razlogov za to, da smo danes skupaj na ustanovnem sestanku športne zveze. Pomembnejši cilji pa so zagotovo naslednji.
Skupaj smo ugotovili, da je potrebno pravila financiranja športne dejavnosti, ki jih je sprejel občinski svet, ponovno prevetriti in najti tisto, kar seveda sodi v občino, kar sodi med športne dejavnosti, ki se gojijo v tej občini. Na to se navezuje seveda delitev sredstev za športne dejavnosti. Delitev sredstev mora biti takšna, da imamo pokrito mlado populacijo, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na starejšo populacijo ali odraslo populacijo in to tako, da jih pač čim več tako močnih počinstv ali obratno vključimo v razne oblike rekreacije. Na ta način, na način športne zveze, boste imeli seveda vsi možnost tudi nadzora nad porabo dobljenih sredstev in seveda to je lahko ena kvaliteta več oziroma nekaj nov moment, ki bo drugačen od dosedanjega. Nadalje smatram, da je to tudi prilika, ta zveza, da se s kvalitetnimi programi za dejavnosti, prireditve, ki jih organizirate in pa za športne objekte javljamo na razpise, ki jih objavlja Fundacija za šport. Mislim, da bo naslednji razpis kmalu zunaj v začetku jeseni, tako da je prav, da smo danes skupaj in da čim prej lahko začnete delati. No, za ustanovitvijo športne zveze bo imela občina partnerja, ne v obliku nasprotovanja, ampak tudi bo imela glasnika civilne družbe, ki bo pokrivala interese s področja športa v občini. To so pravzaprav najpomembnejši razlogi za to, da smo danes skupaj. Rekel sem nekaj besed, upam, da nisem predolg. In to je tisto, kar je predhodnica pred naslednjo točko dnevnega reda. In sicer predlagam, da gremo k drugi točki, to je predlog poslovnika v skupščine športne zveze Komenda. Gradivo ste prejeli, poslovnik je kratek na eni strani. Ima morda na poslovniku kakšno pripombo. Ja, prosim. Prvi člen poslovnika bi jaz predlagal, da ima vsako društvo enega delegata. Jaz smo ena redka zveza v Sloveniji, kjer imamo dva delegata. Dva delegata morata zastopati interese društva, je prav glasovati enako. Ne vidim razloga, zakaj bi imel društvo dva glasova. Ker dva enako glasujeta, društvo imate enako mnenje. To samo število glasov pomnožimo z dva. Bom ponovil tisto, kar sem že povedal. Mi smo od januarja pa do vključno maja usklajevali besedila aktov. In glede na to, da je skupščina organ, kjer lahko z večjim številom zagotovimo malce več različnih razmišljanj o športu v občini, smo tudi tako zapisali tako v poslovnik kot v aktu ustanovitvi. Namreč, izvršni odbor ima enega predstavnika iz vsakega društva. Več od izvršnega odbora je skupščina športne zveze in prav je in smiselno je, da je seveda na skupščini več predstavnikov. Kako bojo poglasovali? Mislim, da niste samo zato tukaj, da glasujete in da se preglasujete, ampak zato, da se sliši glas športnih društev, športnih klubov in da na podlagi morda različnih gledanj na
različne športne dejavnosti oblikujete skupno športno politiko. Sicer pa v demokraciji velja o predlogu glasovati. Nekaj še razprava, kaj mislite ostali o predlogu, ki zdaj podal gospod Poglajen? Tako? Sigurno je dosta eden. Veliko krat ne more samo eden večji lahko večkrat zbogane. Če lahko samo eden govori, ker nas ne na zadnje snemajo, in bojo rekel, da... Ne, veliko krat bo tako, da bo od enega kluba samo eden prišel, ne vem, od 3 pa 2, ne, in avtomatsko oni 6 glasov, oni pa sam enega, pa 2. Prav, v teh večjih društev je več možnosti, da boste vedno 2 glasovanjih, recimo, pač mogoče se motamo. Če en je prisoten, recimo nekdo, ne vem, nekdo po enem društvu so teži, 2 odrežita vedno, ne. In je pa... Boljš eden. Je bolj, da eden, na tak način je. Glas. Predlog sklepa je, da se v drugem stavku 1. člena popravi beseda, nadomesti beseda 2 z 1. Kdo je za takšen predlog? Hvala lepa, kdo je proti? Večina je za, kdo je proti? Nihče. Še naprej? Vkolikor ne, glasujemo o poslovniku o delu skupščine. Kdo je za tako popravljeni poslovnik? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. Gremo na naslednjo točko. Predlog statuta Športne zveze Komenda. Zdaj, ko smo popravili poslovnik o delu, moramo tudi seveda v tistem delu, ki govori o delegatu, popraviti tudi statut. Statut glavno poznate. Tisti, ki ste sedeli skupaj z mano na usklajevalnih sestankih, sprašujemo, je ga je potrebno ponovno podrobno predstaviti? Ne? No, potem gremo pa kar na razpravo. Bi kdo želel razpravljati o statutu? Izvole, pogledaj. Na statutu nekaj predlogov za spremembe. 8. člen, prvi odstavek, predlagam, da se spremeni stavek. Namen zveze je spodbujati športne dejavnosti in s tem prispevati k razvoju športa v občini Komenda, s tem da in tako naprej, ne v Republiki Slovenije. Potem bi predlagal 3. alineja 9. člena, da se spremeni in oblikuje pravila za delitev prejetih sredstev občinskega proračuna namenjena za dejavnost klubov. Oblikuje pravila za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za dejavnost klubov. Dejavnost športnih društev in kluba, ne? No, Ja? četrta alineja. Četrta alineja istega člena? Ja, istega člena, ja. Da se spremeni tekst, se pravi, deli prijeta sredstva za kreditov občinskega proračuna namenjena za šport v društvih. Fundacije v društvih, ne? Ja. Peta alineja. Skrbi za investicijo v športne objekte in naprave, katere ima v lasti ali v upravljanju. Ja. 9. alineja. Da se spremeni sodeluje z občinskim upravnim organom pri oblikovanju letnih in večletnih načrtov dela s področja športa v občini.
sodeluje z občinskimi organi pri pripravi. Pri pripravi večletnih načrtov dela na področju športa v občini. Ja. Vnese se nova alineja, oblikuje letne in večletne načrte dela zveze. Letne in večletne programi dela, ne? Zveze. Potem 14. člen. Četrta alineja, ko se spremeni v tekst sprejema pravilnik o uravnoteženju športnih programov v zvezi. Peta alineja, da se sprejema načrta delitev sredstev iz občinskega proračuna, ki jih zveza prejme za izvajanje vsebinskega načrta dela. Šesta alineja, predlagam, da se črta. Potem 15. člen, to je že navezano, to smo že sprejeli spremembo. Drugi odstavek, prvi stavek, ne? Ja, to se posledično spremeni. Govorimo o tretjini v enem delu. Potem 20. člen. Predlagam še novo alinejo, je zakoniti zastopnik zveze. 21. člen. Predlagam prvi stavek, da se spremeni. Člani družinskega odbora so predsednik in do 6 članov, ki jih izvoli skupščina. Je 21. člen, predlagam dodati 11. alinejo, določa višino članarine. Potem je do 40. člen, dodati še eno alinejo, to je članarina. In druga alineja, prispevki članov zveze za skupno dovoljene naloge. Dve alineje v tem. Ja, dve alineje v 40. členu. Prispevki članov zveze Za skupno dovoljene naloge. za skupno dovoljene naloge. Potem 25. člen, drugi odstavek, da se spremeni. S pravilnikom o vrednotenju športnih programov skupščina zveze določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje letnih programov športa. Kaj se spremeni to? Spusti se v občini komenda. Predlagam, da se še črta tretji odstavek 15. člena. 25. Ja. To je vse. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Vkolikor ne, potem gremo po členih. Prvi je bil popravek 8. člena in sicer, da se beseda Republika Slovenija nadomesti z občino Komenda. Je videti s tem kakšna razprava? Vkolikor ni, predlagam, da glasujemo. Ja, zanima, mi sprejemamo to republiškega ali občinskega? Občinska, se mislim, jaz mislim. No. Jaz mislim. Lahko podam tudi mnenje pri vsaki zadevi, da boste malo rotaciji imeli. Večina pripomb mislim, da bo šla skozi. Morda se bomo pri kakšni še pogovorili. Lahko glasujemo, kdo je za predlog spremembe. Hvala lepa, kdo je proti? Nihče. 9. člen, tretja alineja, novi
stari tekst je glasil, oblikuje pravila za dodelitev sredstev namenjena za šport v občini, novo besedilo pa glasi, ne, mislim, da je tretja linija, je prav? Ja, prav. Oblikuje pravila za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za dejavnosti športnih društev kluba. Je v zvezi s tem kakšna razprava? Vkolikor ni, glasujemo, kdo je za to spremembo. Hvala lepa. Naslednja alineja. Deli sredstva vsakoletnega občinskega proračuna namenjena za šport v društvih. Doda se besedi v društvih, ne? Je tako? Je v zvezi s tem kakšna razprava? Ne, gremo na glasovanje, kdo je za. Večina. Skrbi za investicije v športni objekti in naprave, kateri ima v lasti oziroma v upravljanju. Dodamo besede, katere ima v lasti ali upravljanju, oziroma v upravljanju. Je kakšna razprava v zvezi s tem? Ne. Kdo je za takšen predlog? Da bi tudi samo zanimalo, kako pride športna zveza do teh objektov. Do upravljanja. Ker zdaj so pač ali istočasno, ko klub vstopi v športno zvezo, da je športna zveza tudi objekt. Ne. Torej občinska zveza ne mora upravljati z objekt. Ne, resništvo je nekaj druga kot upravljanje. Ne? Lahko se, recimo, da je nekaj občinski objekt, last občine. Upravlja v športni zvezi, ja. Tako da mislim, da je to vse. Ne, ker smo napisali v lasti. Ja, lahko pa recimo tukaj je zveza v lasti. Se pravi, zapis kaj postane. Danes nimam nobene lastnine, tako da bomo si nejasni. Kaj poverbamo? Lahko glasujemo o tem dodatku, kdo je za ta dodatek. Hvala lepa, je kdo proti? Nihče. Naslednja alineja je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sodeluje, sedaj je tekst naslednji, oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v občini. Predlog spremembe pa je, sodeluje z občinskimi organi pri pripravi letnih in večletnih načrtov dela na področju športa v občini. Je kakšna razprava z istem? Ne. Kdo je za takšen predlog dopolnitve? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. Doda se nova alineja, naslednjo za to, o katero smo dopolnjevali. Oblikuje letne in večletne programe dela zveze. Bi želel kdo razpravljati o tej novi alineji? Nihče. Kdo je za takšen predlog? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Gremo na 14. člen in sicer na 4. alinejo. Sprejema pravilnik o vrednotenju športnih programov v zvezi. Je bilo tako predlagano? Ja, v zvezi, ne v občini. Da, je pa težko, Malo čudno, ja, malo pojasnila, kaj si ste mislili. Sredstva za šport niso samo sredstva, ki jih prijemajo klubi, ampak tudi sredstva za šolski šport, predšolski šport in od teh sredstvih verjetno ni predvideno, da bomo mi odločili pa razpravljali, pa bo to šlo še vedno direktno iz občine. Saj ne take indikacije ima. Ne, se zdi, da je športna zveza organ v občini Komenda. Ne bi pokrival celoten Tako smo mislili, da ne bi verjetno. Ja, in to po moje je, da če ostane lista športnih programov v občini Komenda, da je to s tem jasno povedano. Mislim pa, da bo občinski proračun lahko odrezal na en način to dilemo. Ne? Če bo namenil recimo za delovanje športnih dejavnosti, določen znesek za delovanje šole,
Namreč osnovna šola ima veliko svojih kontov, veliko postav in znotraj tega bi veljalo, kolikor bo seveda občina financirala, tudi šport v šoli, v osnovni šoli, potem lahko ta konto postavi iz športnega dela v šolski del. Imamo stvar pokrito. Ne? Tle, če lahko samo dodam, se že zdaj zadeva podobno funkcionira. V okviru športa je ločena postavka in sredstva za šport, tako da ne zajedajo sredstev za dejavnost klubov. No, hvala za pojasnilo. Še kakšna razprava v zvezi s tem? Ja, Roman? Jaz se opravičujem za zamudo, da namreč tekmo spomnil, pa sem zaradi tega zamudil. Me pa tle pri Franci tomu predlogu me res zanima, recimo, kaj pa klubi, ki ne bojo člani zveze, ali bomo tudi za njih oziroma v njihovem imenu dirigirali politiko oziroma sredstva ali ne? Za vse, tako smo se dogovorili. Bo potem obvezujoče za vse klube, ki so? Še kaj? Vkolikor ne, bomo glasovali o predlogu za nadomestitev besedila namesto športnih programov v občini Komenda, športnih programov v zvezi. Kdo je za predlog Poglajna, oziroma tako je, kdo je za predlog Poglajna, da nadomestimo športne programe v občini Komenda z športnimi programi v zvezi? Kdo je za? 1, 2, 3, 4. Kdo je proti? 2, 3, 4. Mislim, ker je s tem jasno, če to že v občinu Komenda. Kako smo 4? A je 4, 5? Ja, da ostane, da nismo 5. In potem ostane. Dobro? Potem je predlagano, da naslednja alineja sprejema načrt razdelitve sredstev iz občinskega proračuna, ki jih zveza sprejme. Se pravi, govorimo o tistih sredstvih, ki dobi zveza iz proračuna. Ne? Ta dodatek mislim, da je smislen. Je kakšna razprava v zvezi s tem? Ni. Gremo glasovanje, kdo je za takšen predlog. Hvala lepa. Nekdo proti? Proti? Še? Ne, nismo. Potem naslednji alineja, oziroma naslednji predlog je, da se črta alineja, deli sredstva namenjena za investicije v športni objekte in naprave. Ne vem, kako bi bilo to smiselno, da bi se ta člen črtal, mislim, ta člen ta alineja. Namreč tako, če bomo nekaj dobili od nekje, potem bo treba to tudi nekam naprej dati. Tako je. Recimo, da dobimo za... No in zakaj bi se to pa moglo črtati? Za primer. Igrišče, za novo nogometno igrišče, da dobimo od fundacije za športa, na naslov zveze denar, potem, da lahko iz zveze gre naprej, mora zveza sprejeti sklepa, ta stvar je od nogometaša in mora to smer. Tako si je mišljeno tudi. Franci. Večina objektov v občini je lastnik občine. Klubi imajo pogodbe, naj bi imeli pogodbe, ne vem, imajo, nimajo za občino o upravljanju teh objektov. In zdi se vmešava v to pogodbo. Občina tudi v bistvu odloča, kam bo dala denar. Ali bo dala za nogomet, ali bo dala za koš, ali pa za igrišče, ali kaj. Občina bo dala v upravljanje športne objekte, športne zveze. Pardon, mislim, da ne. Lahko jih da, ne lahko. Veliko tega bo zavisi od pogodbe med športno zvezo in občino. Kakšna bo pa ta pogodba, je pa naloga zveze, pa občine v dogovoru. Predvidevam to, da ne bo šlo tako skozi. Ne bo lastnik, ampak upravitelj bo pa sigurno športna zveza. Predvideno je smisel predloga, ki je zapisan v predlogu statute, je ta, da sredstva, ki se pač dobijo za investicije, da se potem pač tudi delijo tistemu, kamor stvari sodijo. Še kakšna razprava o črtanju te alineje?
Ja, Sredstvo za investicije bo dobil lastnik ali upravljavec. Zdaj bo treba klubi upravljali vse objekte na zvezo, odločili so klubi. Mislim, da ne. ok. Še kaj? Ne. Potem glasujete o tem, da se črta ta alineja, črtana se alineja, da bi sredstva namenjena za investicije v športne objekte napravili. Jaz bi še ker sem samo malo nazaj skočil. Prej smo sprejemali, da skupščina skrbi za investicije v športne objekte in naprave, se pravi športna zveza, kateri imamo lasti upravljali, zdaj tako tudi kontra. Prej smo pa to sprejeli. In to bi tudi Francov predlog, točno pri tem, če da skrbi, kateri imamo lasti upravljali, smo da dali, zdaj pa to črtamo, zdaj pa nekaj ne gre. Se ne moreš črtati. Kaj imamo v upravljanju? Tako je eden govori, ja, Franc, prosim. Kaj imamo v upravljanju? Trenutno nič. Kaj bomo imeli čez 1 leto, čez 2 leti? Lahko kdo pove? Če nimaš nič, Šlubi imate v upravljanju objekte. Dobro, slišali ste komentarje ene in druge strani, ne? Vi ste delegati o tem odločate, mislim pa, da ima... Lahko razjasnim eno stvar, ker se motijo tele ljudi. Klubi imajo objekte, športne objekte v lasti. Tiste, ki jih ima v lasti občina, ki jih pravite, da jih nima, jih bo pa dala v upravljanje športne zvezi, ko jih bo imela. Naj se gradi tlele ena dvorana športna. Bo prvo, ki bo dala v upravljanje športne zvezi. Spravo, mislim, da to ne. Da je to. No, kako bo, ne, moramo biti malo futuristi, ja, ne, točko je, da se ne stvari napoveja. Dvorano imamo in dvorano občino. Slišali smo različne komentarje o predlogu, da se črta ta alineja. Mislim, da predlog, ki smo ga sprejeli in ki ga je predlagal gospod Poglajen pri prejšnjem členu in ta predlog, ki ga zdaj predlaga, se izključuje. To je moje mnenje, vi pa seveda odločite, ker ste delegati. Kdo je za črtanje te alineje? Jaz bi samo še... Ja, še ne prespravljam. Razmišljam, ali je možno dodati, da vi sredstva namenjene za investicijo v športne objekte in naprave, ki jih ima zveza v najemu oziroma v lasti, pa rešimo zadevo. Da ne bomo rekli, ali ima ali nima. Tisto v upravljanju. Ja. Isto dikcijo še upravljamo, upravljanje oziroma v lasti. Tisto, kar nimamo, verjetno. Ne moramo, ja. Tisto, kar bomo pa imeli ali pa imamo, je pa smiselno, da je za to. Poglajen. Tisto pa mislim, da imamo delitev. Klubi pa bo zveza razporedila za investicije. Za objekt, ne za delitev med klube. Tako da je ostala sredstva. Dobro, vsi lahko z glasovanjem pokažete vaše strinje ali pa ne strinje, a ne? Kdo je za predlog, ki ga je podal Franc Poglajen? Eden. Kdo je proti temu predlogu? Hvala lepa, predlog je sprejet. Jaz sem predlagal še drugo varianto, tretjo, oziroma da se doda. Jaz mislim, da ni smiselno omejevati, no, razen če strejaš. Imamo več manevrskega prostora, no, če tako ostane. Mislim več. Ja. Zakaj bi se omejevali svoje dejavnosti, če tako se treba? Strajaš? Ne. Ne. Hvala. 15. člen, drugi odstavek, prvi stavek, beseda 2 se nadomesti za enega. Je v zvezi s tem kakšna razprava. In glasujeme, kdo je za. Hvala lepa. 20. člen, doda se alineja v prvem odstavku in sicer, da je predsednik zakoniti zastopnik zveze. Je v zvezi s tem kakšna razprava? Ni. Glasujemo, kdo je za ta predlog. Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. Naslednji predlog glasi na drugi stavek 21. člena in sicer v našem predlogu statuta imamo napisano, da ima vsak član, vsaka članica zveze enega predstavnika v izvršnem odboru. Franci Poglajen pa predlaga, da nima vsako društvo, klub svojega predstavnika, ampak da je teh samo 6. Še kakšno uvodno pojasnilo? Zdaj, osnovno je bilo 11 klubov,
mislim, da se ustanavljajo še, ali pa osamosvajajo še nekateri klubi. In zdi se mi nepraktično 13 klubov, pardon. 13 nepraktično imeti izvršilni odbor, ki ima 13 članov oziroma v prihodnosti morda celo 20. Kaj bo ta izvršilni odbor lahko delal? Za konkretne naloge se rabijo, pokliče predsednike društev in se dogovorijo. Izvršilni odbor pa je lahko operativen, naj bo v manjšem obsegu. Hvala lepa. Kako mislite ostali? Spet bo naprimer 6 ljudi, ki bo iz parih klubov. Kaj pa ljudje, ki ne bojo imeli nobenega predstavnika v izvršnem odboru iz drugih klubov? Lahko predstavnik oziroma izvršilni odbor, člani ne zastopajo samo interese svojega kluba, ampak mora gledati na del svojne zveze. Ne bom jaz gledal samo na šah, bom gledal na vse ostale dejavnosti. In zato je prav, da je potem en predstavnik kluba tudi kot član. Dobro, Na tem sestankih, ki smo jih imeli do zdaj vsa 4, smo se glede tega pogovarjali in smo tudi rekli, da ima vsak klub enega člana v izvršnem odboru. Vsak klub. Ti registriran šport. 4 registriran v športni zvezi, da ima vsak klub enega člana. Tako smo se mi tudi pogajali na vseh teh sestankih. Ker se jih jaz spominjam. Zdaj za druge ne vem. še pogledaj. Če pustimo sedanjo alinejo, da ima vsak klub enega člana, potem se sprašujemo, zakaj imamo pa še skupščino, ker so vsi v bistvu na izvršilnem odboru. Enako število ljudi imamo na izvršilnem odboru, skupščino samo na papirju potem. Ne, više funkcije so, to gledamo. No, sej ne nazadnje smo mi tudi danes imeli neko tako racionalno potezo, namreč ko smo se odločalo o verifikacijski pa volilni komisiji, smo rekli, da bomo imeli kar isten sestav, pa ostali poštima. Smo rekli, ne? To pomeni, da kadar bo pa seveda vsako leto potrebno skidati skupščino, pa takrat ne bo izvršeno odbora, ne? Se bo potem rekli. Pa v isti sestavi izvršeno odbor skupščine. To ni nič posebnega. Res je, morda pripomba ta, če bo število klubov, društev večje, 20 pa več, potem bo pa treba resno razmisliti o predlogu, ki je podal poglavje. To pa res. Mislim, da številka okrog 10, okrog kateri govorimo danes, je pa za izvršen odbor normalna številka. Ni pretirana številka. Ja, glede na zanimanje ostalih klubov zmeraj eno isti hodimo, enih strohnih. Mislim, da bo to kar odbilo. Dobro, še kakšna razprava? Vkolikor ne, glasujemo o predlogu Francije Poglajna, da ima izvršen odbor 6 članov, ne pa, da, kot piše v predlogu statuta, da ima vsak klub društvo svojega predstavnika izvršnega odbora. Kdo je za predlog, ki ga je podal Poglajn? 1, 2, 3. Kdo je proti temu predlogu? Več jih je proti kot pa za. To pomeni, da ostane besedilo takšno, kot je bilo predlagano. Pri istem členu, 21. členu se doda nova alineja, določi višino članarine za društva klube. Je v zvezi s tem kakšno vprašanje, kakšna razprava? Ne. Potem glasujemo o tem predlogu. Kdo je za ta predlog? Hvala lepa. Kdo je proti? Nihče. Gremo naprej na 24. člen in na predlog, da se dodata dve alineje. Ena se navezuje na predhodni predlog in sicer, da se doda beseda članarina, alineja z besedo članarina. Je v zvezi s tem kakšna razprava? Ni. Glasujemo, kdo je za ta predlog. Hvala lepa, kdo proti? Še. Naslednja alineja, ki jo predlaga Franci Poglajn, je prispevki, da se doda še ena alineja prispevku članov zveze za skupno dogovorjene naloge. Je v zvezi s tem kakšna razprava? Prispevki članov zveze za skupno dogovorjene naloge. Recimo, da imajo 3 klubi ali 3 društva neko skupno neki skupni načrt, neko skupno nalogo in jo želijo skupaj realizirati. Dajo v žakelj občinske zveze
prispevajo določena sredstva in potem zveza izpelje ta projekt. Sem prav razločil? Vse. Okay. Kakšna razprava o tem? Ne? Kdo je za ta predlog? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Še dve pripombe oziroma dva predloga. Prvi se nanaša na 25. člen in sicer na drugi odstavek. Predlagano je, da se v drugem odstavku črtajo besede za zadnjo vejico, ki so v javnem interesu v občini Komenda. Je vesna kakšna razprava. Vse drugače kot v javnem interesu ne more biti kot gospod Tolažen, če so redo. Če napišeš, je potem še bolj podajeno, če pa napišeš, je pa isto v javnem interesu. Predlog je podan, da se v prvi vrsti črta v občini Komenda. Se pravi pravilko, da na transportnem programu Aha, ne v javnem interesu. Samo v občini Komenda. Ja, to je pa vprašanje. Ta zveza je za občino Komenda in za občino Cibac Cerklje na Gorenjskem. Tako da je smiselno ali pa ni smiselno. Ali če not ostane, ali pa če ne ostane isto. A ne? Ali narobe je viden zgodba? Ok. Stiva, ne odloči delegacije, ne? Niso se pogledali svoje. Vsaka stvar je v javnem interesu, ne? Vse to ostane. Govoriva samo o tem, ali ostane besede v občini Komenda ali ne ostane. Kdo je za predlog, ki ga je podal Franci Poglajen, da se črtajo besede v občini Komenda? Kdo je za predlog, da se to črta? Eden. Kdo je proti? Več kot pa za. Se pravi, ostane besedilo takšno, kot je bilo predlagano. In pa še zadnji predlog, da se v načrtu razdelitve sredstev iz občinskega proračuna skupščina zveze skupščine zveze določi delitev sredstev za rekreacijo v društvih in za tekmovalni šport ter pri tekmovalnem športu razmerje med individualnim in kolektivnim športom. Morda kakšno pojasnilo? vsebina tega odstavka naj bi bila v pravilniku. Vse to je na to, da to pravilniku. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Ne. Glasujemo o predlogu, kdo je za predlog, ki ga je podal Franci Poglajen. Hvala lepa, kdo proti? Še. S tem smo končali s pripombami in predlagam, da glasujemo o statutu v celoti, o statutu Športne zveze Komenda. To je za predlagani statut, za takšen, ko smo ga popravili, nekaj roko, za popravljenega. Hvala lepa, je kdo proti? Nihče. Moram se posebej zahvaliti za ves trud, ki smo ga skupaj vložili v to, da smo prišli do tega neprepomembnega akta. Še zlasti vsem tistem, ki so kakorkoli prispevali, da je ta statut zares komenski statut Športne zveze sveta. Orientacijskega kluba in pa smučarskega kluba, ker smo mi dokumentacijo o registraciji dobili kasneje. V tistih dveh izvodih, ki boste originale in ima zadnjih preseb, pa ste opisani. Tako da pogodbe, ki jih boste podpisali, vsebujejo tudi ti dve društvi. S tem, da je predlog smiselen, potem bomo glasovali, mislim, da se doda temu besedilu, ki ga bomo sprejemali, ker če to ne dodamo, potem to ne moramo podpisovati. Tako da hvala lepa za pripombo. Kdo je za ta, bomo kar nekaj v tem predlogu glasovati, potem prej bo razpravo, kdo je za
predlog, da se vključila še 2 kluba oziroma društva v pogodbo. Hvala lepa, je kdo proti? Nihče? Glej. Jaz bi predlagal, da se 3. člen pogodbe uskladi z 9. členom statuta. Če se nekaj zanima delo 9. členom statuta, da se to uskladi. Ne. Veste, zakaj gre? Mi smo 9. člen precej popravili. 9. člen statuta je pravzaprav 3. člen pogodbe. In če smo popravili 9. člen statuta, moramo tudi seveda popraviti ta 3. člen, da se razumemo, kaj bomo naredili. Je kakšna razprava v zvezi s tem? Ne. Potem glasujemo, kdo je za ta predlog, da se naredi uskladitev 9. člena statuta s 3. členom pogodbe. Hvala lepa, je kdo proti? Nihče. Še kaj v pogodbi? Ne. Potem glasujemo o pogodbi v celoti, tako popravljeno, kot ste izglasovali. Kdo je za popravljeno pogodbo? Hvala lepa, kdo proti? Nihče. Naslednja točka je točka 5, ampak točka 5 glasi malce drugače. Izvolitev predsednika športne zveze bo pravilno nesključeno. To sem že uvodoma pravilno povedal, ko sem bral dnevni red. Z gradivom ste prejeli predlog. Predlagam, da predlagatelj, ki je na uskladitvenem sestanku v maju predlagal kandidata za predsednika športne zveze, da morda pove par besed ponovno. To je predlagan predsednik je šlo iz strani nogometnega kluba, glede na prejšnjega predlaganega, ki je bil iz strani pobudnika, smo bili si verjetno vsi enotni, da to ni ta prava stvar in vsi mi smo bili v bistvu zadolžen, da bomo poiskati kandidata, ki bi ustrezal pogojem športne zveze in da ima nek športen renome iz teh krajev in smo prišli do zaključka, da predlagamo gospoda Marna. In to je bil tudi verjetno edin predlog. Zdaj pa na nam, da ga potrdimo. Ali pa ne? No, na uskladitvenem sestanku je tudi še nekaj lepših stavkov, tako da se tega spominjate. Nekaj tega je že pozabil, predlagatelj. Nisem bil pripravljen, to da moral kaj povedati, da to pripravljen, da bi me kdo na to prej upozoril, bi verjetno povedal kaj več, pa mogoče kaj bolj smiselnega. Bom še jaz malo poskusil predstaviti, oziroma povzeti tistega, ki ste se zapomnili. Tisti, ki ste srednjih let, bom rekel, poznate, Marna Kravon je tudi srednjih let, ne? Se ga spominjate še kot uveljavnega tekmovalca v košarki. Mislim, da je to prva slovenska liga. Potem, ko je moral športom aktivnim nehati, je bil funkcionar v enem zelo poznanem klubu poseščini v Domžalah. Tako da je prehodil pot v, lahko rečemo, predstavljenem smislu od športnika, aktivnega tekmovalca, pa vse do športnega funkcionarja. In seveda to je tista referenca, za katero je predlagatelj smatral, da je prava za to, da prevzame vodenje športne zveze. Če je znal in uspel voditi posle v nekem takem klubu, kot je danes Veljo Domžale in kot je tudi včeraj, da lahko rečem, ta klub, potem da lahko rečemo, da tudi vas bo poskušal voditi in upam, da bo tako usmeril, da bodo iz tega ven prišli tudi rezultat. To je še mojega dodatka, pa dodanje vrednosti. Slišali ste predlog, kako je razpravo. Ni razprave? Sprašujem, morda še kakšen predlog? Ni? Potem predlagam, da gremo v glasovanje. Kdo je za predlog, da postane prvi predsednik športne zveze Komenda, Brane Marn iz Gmajnice
7 spomen. Kdo je za? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. Lahko ugotoviva skupaj, da si predsednik športne zveze. Čestitam. Hvala lepa. Gremo naprej na naslednjo zadevo, in sicer na točko 6, izvolitev nadzornega odbora športne zveze Komenda. Predlagali ste naslednje kandidate: Jureta Kerna, Andrejo Anžur, Nikolaja Špenka, Franca Poglajna in Zorana Sodnika. Je morda še kakšen predlog? Ja, prosim. Mene samo zanima, kdo je mene predlagal, ker sem prijel obveščen iz papirja. Lahko na zadnje se je predlagal Bred. Ne, od brata Sinja. Brata Sinja, Boštjan. Ne vem, je predlagal mene, ali pa je predlagal Markota. Ne. Ker jaz sem ga vprašal in on je neko izjavo, da je predlagal Markota. Dobro, zato imamo razprav, ni problema. On je predlagal tebe, zato sem bil tudi takrat zapisan. Franc Poglajn predlaga spremembo. Namesto Franc Poglajn, Marko Poglajn. No, to je pa drug predlog. Ker jaz od tega odstopam za nadzorni odbor. In predlagaš Marko. Ja, predlagam Markota Poglajna. Ker smo narobe razumeli. On pa ve za to. Sem govoril z njim. Je morda še kakšen podatek, Marko Poglajn, rojen, težko, ne bo, če je težko, Glavarjeva cesta? Ne, Moste 80F. Moste 80F. Ja. Še kaj v zvezi z nadzornim odborom? Dogovorili smo se tudi, da bo nadzorni odbor izmed sebe na prvi seji izbral predsednika. Tako da boste vedeli, zakaj nimamo predsednika in člana. Vkolikor ni več razprave, predlagam, da glasujemo o predlogu. Glasujete o tem, da postanejo člani nadzornega odbora Jure Kern, Andreja Anžur, Niko Špenko, Marko Poglajn, Zoran Sodnik. Kdo je za? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. S tem imamo vse organe, ki so potrebni za normalno funkcioniranje športne zveze. Dovolil sem si še naslednjo točko, je sicer, da bi na današnji skupščini, vkolikor boste seveda za to, imenovali tudi dva odbora, ki bi morala pravzaprav takoj začeti z delom. Jaz sem omenjal bližajoči se razpis Fundacije za šport. V začetku jeseni, do takrat bo potrebno pripraviti seveda ustrezno dokumentacijo. To je razlog za ta odbor za športne objekte in pa seveda rekli smo, da bi veljalo obstoječi pravilnik za sofinanciranje športa v občini pogledati, popraviti po potrebi in seveda, da lahko pristopimo k temu, potrebujemo odbor. In skupščina je tisto mesto, kjer lahko o tem kaj več rečemo. Najprej sama odpiram razpravo o tem, kaj vi mislite o tem, a gremo v ustanavljanje teh dveh odborov ali ne, in vkolikor seveda bo to strinjanje, se bomo pridili tega dela. Odpiram razpravo. Ja, Odbori so naloga izvršilnih odborov. Mislim, da je ta prva naloga skupščine, da zaduši predsednika, da skliče izvršilni odbor, da sestavi program dela, finančni plan in ostale stvari, ki je sestav, in na tem sestanku se imenuje voden komisije. Še bi vzel besedo. Vredno, je še kakšna razprava v zvezi s tem? Potem rečemo, da bi lahko sicer že ob dnevnem redu to sklenili, ampak smo malce kasneje, da to točko ne bomo obravnavali in da te zadeve prepustimo prvi seji izvršenja odbora, ki bo sklical novi predsednik športne zveze. Je tako? Kdo je za takšen sklep, ki sem ga navedel? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. No in gremo, preden vstanete in pridete na podpisovanje, predlagam, da vzamemo še tisto točko v zvezi z članstvom v Olimpijski komite. Zakaj predlagam tudi to točko?
Članstvo v Olimpijskem komiteju nam dostavlja $1000, vendar za ta denar dobimo ogromno informacij o tem, kaj se dogaja v Sloveniji na področju športa. Poleg tega pa imamo možnost tudi soodločenja. Namreč naše območje ob ljubljanske občine imajo tudi nekega delegata v Olimpijskem komiteju in prav je, da smo tam zraven. Podpiramo tem razpravo. Vkolikor jo ni, kdo je za to, da sprejemo sklep, da Športna zveza Komenda, da se vključi v članstvo Olimpijskega komiteja? Hvala lepa. Kdo proti? Nihče. Preden pridete do mene v podpisovanje, preden zaključim, vas poprašam, imamo morda še kdo kaj na tej ustanovni skupščini za povedati? Niko? Jaz imam še, to se pravi, podpis pogodbe, zdaj samo podpišejo tisti, ki so tukaj prisotni. Vsi ostali jo podpisujejo na prvem sestanku, oziroma ko deluje zveza, je tako. Da se ne bi podpisoval nekaj, kaj jaz vem, uspod. Mene pa ni bilo, da bom pa danes podpisal. Ja, ne, samo eden je podpisal že in to je Karate klub. V bistvu so se upravičili, vendar je na današnji dan, na dan ustanovitve ta dogodek nastal, tako da mislim, da to ni sporno. Vsi ostali pa podpisujete danes in prihodnjič je pa seveda že sprejemanje. Skupščina bo na prihodnji seji sprejemala v Športno zvezo nova društva pa nove klube, ne bo kolikor pač bo takšen. Ja? A za nas, ko smo v športnem društvu, pač to podpiše športno društvo, je to. Tako, ja. Še kaj? Vkolikor ne, hvala lepa za sodelovanje. Hvala za sodelovanje na upanda zgodovinskem dogodku za področje športne komende. Podpisniki lahko pridete do mene in začnemo podpisovanje. Dami bodo pa to čas podpisovali, da bomo na zdravje.